Pogledali ste se območje, kaj je videti? No, te posledice, ki so vidne, kažejo na to, da je šlo za hudo ujmo. Še posebej problem, ker je prizadetih veliko prebivalcev oziroma poškodovanih veliko stanovanjskih objektov v času pred zimo, zato je prva prioriteta, da se njim pomaga. Tudi sicer je v celoti vzeta škoda velika. Vlada bo jutri obravnavala situacijo in sprejela prve ukrepe pomoči. Situacija v državnem proračunu ni rožnata, vendar bomo postrgali po vseh možnih rezervah, tako da bo ta pomoč prišla čim prej. Je pa seveda ta ujma pokazala tudi na nekatere pomanjkljivosti, na nekatere zamude, ki so bile pridelane v zadnjem času, ko se ni pravočasno zgradilo nekaterih protipoplavnih objektov, oziroma se jih je predolgo umeščalo v prostor. Te postopke bomo pospešili. Ima pa seveda vsa stvar tudi dobro plat, to je, da ni bilo človeških žrtev. Treba se je zahvaliti pravočasnim reakcijam tako prebivalstva samega kot vseh reševalnih služb. Še posebej bi rad javno pohvalil vse gasilce, ki so v tisočih pomagali prebivalstvu, najprej pri zaščiti in potem zdaj pri odpravljanju posledic, civilno zaščito, vso dobro organizacijo, župane občin, ki so bile prizadete, in Slovensko vojsko in policijo, ki sta priskočili na pomoč tam, kjer je bilo najhuje in še vedno pomagati. Finančna pomoč koliko in kdaj? Jutri bomo dobili prvo oceno škode in glede na to oceno bo vlada potem tudi odločala o finančni pomoči iz državnih proračunov. Z občinskih proračunov, kot sem danes slišal na tem sestanku z župani, pomagajo, kolikor se da. Odvisno od tega, kolikšna bo cena škode, pa bo vlada presodila tudi, ali zaprosi za pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije. Pripravlja se tudi varčevanje na gasilcih, nekateri so že poklicani na razgovore za odpuščanje. Kaj menite? V tem trenutku se je izkazalo, da so potrebni? Ne, gasilci so hrbtenica vsake pomoči pri velikih naravnih katastrofah oziroma ujmah. Večina te pomoči temelji na prostovoljnem gasilstvu, torej to bo ostalo. Slovenija je ponosna na svojo gasilsko organizacijo in na vsakega njenega člana in bo to še vedno ostala hrbtenica reševalnih služb. Kar se tiče pa profesionalnega dela teh reševalnih služb, pa mora tudi ostati kot tista sila, ki je vedno pripravljena in tudi lahko najhitreje reagira, je pa seveda tudi to, kot vse ostalo, kar se plačuje iz javnih sredstev, vezano na možnosti financiranja. Sredstva v proračunu se bodo gospod premier razporedila, ste govorili s finančnim ministrom, morda že, ali obstaja denarna postavka že v proračunu? Torej, sredstva iz proračuna se prerazporejajo pravzaprav vsak dan. Situacija je kakršna je, ko se vsak dan za kakšno nujno potrebo iščejo rezerve, tudi za to potrebo, ki je absolutno urgentna. Bomo skušali postrgati čim več, vendar pa danes ni možno govoriti o konkretnih številkah. Najprej potrebujemo prvo oceno škode in potem tudi natančno oceno škode. V naslednjih dneh in tednih bodo komisije to škodo popisale in potem bodo dobili natančne številke. In glede na te številke bo potem tudi reakcija s pomočjo. Ljudje so vas že opozorili, da zavarovalnice tudi v tem primeru upoštevajo ta tako imenovani drobni tisk, da tem poplavam nekako naj ne bi pripisovali naravne katastrofe oziroma da bodo stežka dobili zavarovano kaj nazaj. Boste kaj posredovali pri zavarovalnicah? Odvisno od ocene jutri bo seveda vlada obravnavala tudi ta vidik. Že zdaj pa apeliram na vse zavarovalnice, da tukaj pohitijo tako z oceno škode, kot potem tudi z izplačili. Še posebej pri ljudeh, ki so najbolj prizadeti, ki so izgubili tudi recimo kurjavo za zimo, ki prihaja oziroma je praktično že na vratih, in da se tukaj ne gleda tako podrobno na drobni tisk.